Dober večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj na današnjem večeru premišljanja o naši usodi v zvezi s kulturo, v zvezi s tistim, kar nas Slovence v temelju določa in v zvezi z izzivi, ki se porajajo, žal vsak trenutek postajajo bolj pereči in nas postavljajo pred nenehne dileme, kako najti odgovore, kako najti rešitve, kako najti koncepte za izhod iz te krize. Čast mi je, da pozdravim v naši sredi najprej doktorja Milana Zvera, evropskega poslanca in kandidata za predsednika republike na svoji levi strani. Na svoji desni strani pozdravljam kolego dr. Žiga Andolška, univerzitetnega predavatelja na Fakulteti za poslovne vede. Torej, najprej bi se obrnil na dr. Milana Zvera, v tem smislu, da smo današnje srečanje začeli enim lepim kulturnim dogodkom, v tem smislu, da se Evropa v priložnosti krize vrača k svojim koreninom, poskuša najti model, kako preživeti. Vidimo, da so mali narodi tu večkrat lahko tudi ogroženi in da je naša kulturna samobitnost tista, ki nam lahko tudi tukaj premaga. Oziroma nam pomaga. Pa bi v prvi meri zastavil vprašanje dr. Milanu Zveru, kako on vidi z evropske perspektive, v katero je posvečen, z perspektive Brusla, izhod iz rešitve te krize, ki mogoče je tudi, ni samo finančna, ampak je mogoče tudi človeška, je mogoče tudi kulturna in morda tudi za začetek, kako vidi obstoj slovenskega naroda v tej multikulturni skupnosti, ki ni prepadamo niti eno desetletje. Hvala lepa. Naj povem, da sem najprej počaščen, da imamo tako uglednega moderatorja nocoj in tudi tako uglednega gosta, ki mi bo pomagal odgovarjati na zastavljena vprašanja. In vesel sem tudi, ker vas je toliko prišlo na to okroglo mizo. To pomeni, da tudi tematika zanimiva in več kot aktualna. Več kot težko vprašanje je bilo postavljeno. Morda bi že kar začel s to predstavitvijo te knjižnice, ki jo je imel gospod ravnatelj, direktor in lahko vidim, da se Slovenci svoje kulturni ponudbi, pa tudi kulturnem ustvarjanju, pa umetniškem ustvarjanju vedno znova znajdemo v novih časih. Smo dokaj odzivni. Nekoč so bile čitalnice tiste, ki so bili srčika našega dozorevanja in narodnega zavedanja, seveda danes knjižnice in druge kulturne ustanove, tudi šola in jaz verjamem, da bo tako tudi ostalo. Če ne bi spodbujali ali pa poskušali institucionalno kulture zajeti, potem recimo v obliki šolstva ali pa drugačnega kulturnega ustvarjanja, potem bi nam se slabo pisalo. Jaz večkrat rečem, Bretonci so bili in Furlani tudi ne nazadnje bližje veliko večji narodi kot mi, ker niso gojili ustrezno svoje lastne kulture, niti inštitucij, recimo šolstva, so se potem popolnoma asimilirali tudi v kulturnem smislu v večje narode. Hvala Bogu, Slovenci tega nismo dopustili, čeprav smo živeli na tem trkišču kultur na severu, jugu, vzhodu in zahodu, smo imeli veliko bolj močne kulturne entitete, pa smo vseeno ohranili svojo vsebnost, svojo istovetnost. Danes se resnično in Evropska unija in tudi Slovenija postavlja to vprašanje, kako iziti ne samo iz krize, ampak kako iziti boljši iz krize, kot takrat, ko smo padli v njo. Kulturna dimenzija je vsekako tukaj pomembna. Jaz sem prepričan, da bo Evropa je nastala in bo tudi ostala in bo obstala samo v primeru, če bo ohranjala to kulturno raznolikost in spoštovala kulturno raznolikost. Slovenci nikoli nismo živeli v boljših nekih formalno-pravnih okvirih kot danes, ki nam recimo popolnoma
zagotavljajo kulturno dozorevanje še naprej. Ne? Ampak imamo pa tudi ne samo različnost, ne? Imamo pa tudi nekaj skupnega z Evropsko unijo ali pa z svetom, kulturno-civilizacijskim svetom, s katerim živimo, recimo krščansko-judovska vera, religija, ne? Tudi dosežki dediščina rimske države, ne nazadnje tudi razsvetljenstva in podobno. Vse to so neki kulturni temelji, ki jih mi delimo z ostalimi narodi v okviru Evropske unije. Ampak istočasno pa smo ves ta čas oblikovali svojo osebnost, svojo kulturno osebo. Že zelo zgodaj smo recimo se opisnili z raznimi zapisi prvih molitev. Med prvimi narodi smo bili, mislim, da smo bili na 10. mestu po prevodu Biblije. Ne? Tudi to kaže, recimo, da smo neki fenomen zase. Ne? In seveda kasneje zgodaj začeli s šolstvom. Z Marijo Terezijo je že bilo skoraj finale. Ne? Veliko prej smo skrbeli za lastno kulturo. No? In pomembno se mi zdi, da danes praktično vse inštitucije, ne samo evropske, tudi nacionalne in tudi lokalne skupnosti posvečajo temu prenašanju kulturne dediščine, recimo na mlajše generacije, tako veliko pozornost. Zdaj, izhod iz krize. Ne? Prej sem omenil, kriza je pravi čas za ponovni razmislek o situaciji ali kako iziti iz nje. Evropa ima, recimo, nekako se vijeta v ozadju dva taka čisto idealno tipska pristopa. Eden poskuša, recimo, poudariti evropsko dimenzijo. Ne? Nekateri pravijo, bilo bi pa dobro za Evropsko unijo, da naredimo eno super evropsko državo, poudarimo komunitarno metodo, to pomeni, da imeli vse politike skupne in tako naprej. Ne? Tukaj je blizu ta teza o Združenih državah Evrope, ampak ta dikcija nas spominja večkrat na Združene države Amerike in kadar smo pri tem, se takoj spomnimo na ta talilni pisker, talilni lonec, na zlitje, združevanje in podobno. Ne? To moramo reči, da tudi v Evropi nastaja neka nova civilna kultura ali pa evropska kultura, tudi globalna kultura nastaja, ne? Imamo različne vrste identitet, ne? Ampak bolj, ko nastajajo te nad-supra kulture, ne? Ali pa kakšne asociacije, tem bolj moramo paziti na to svojskost. Ne? No, po drugi strani, poleg te metode, ki včasih rečemo tudi taka komunitarna ali pa unitarna, pa obstaja neka druga težnja, ki pa se boji pretirane regulacije Brusla, pretirane unifikacije, pretiranega istovetenja in tako naprej. Rečemo ji na podlagi sistema odločanja medvladna metoda, ne? Kjer recimo imajo države članice ohranjeno večino suverenosti in potem prenesejo na Bruselj samo nekatere majhne deleže, recimo skupnega odločanja. Ne? Nekatere države, ta metoda se zlasti pride do izraza v evropskem svetu, ne? Zato, ker tukaj imajo celo šefi držav in vlad pravico veta na skupne odločitve. To pomeni, da je ta medvladna metoda izjemno močna in danes, včasih, ko pride do kazanja mišic med Evropskim parlamentom, ki naj predstavlja neko celovitost Evropske unije, demokratično celotnost in pa na drugi strani to partikularnost, ki jo izraža Evropski svet, je Evropski svet močnejši. Predvsem zaradi tega, ker daje denar, ker države članice dajejo denar. No, ravno zaradi tega poskušajo zdaj priti evropske inštitucije do lastnih virov. Ne? Govori se vse o 3 različnih lastnih virih. En izmed njih je davek na finančne transakcije. Če bi finančne transakcije, ki se zgodijo po svetu, obdavčili z par promili, bi se nekaj 10 milijard evrov nabralo v evropskem proračunu. Ampak, če bi se to zgodilo, potem bi se seveda Bruselj močno ojačal. Ojačala bi se regulatorna funkcija, Bruselj bi veliko več odločil na račun nekaterih drugih in tega se mnogi bojijo. Ne? Zlasti severni lok držav ne želi pretirane, močnega centra. Oni vedno pravijo, zlasti Angleži, hočemo več svobode, zakaj bi bruseljska birokracija odločala na mesto nas. Ne? Tako da
zadnja teza, ki jo je postavil 2 tedna nazaj, imel Barroso v Štrasburu eno poročilo o stanju v Evropski uniji in takrat je dejal, predstavil eno vizijo razvoja področja. On je začutil, da je zdaj trenutek, da se pove, kam, v katero smer se bo razvijala Evropska unija. In on je takrat objavil dikcijo, sem za demokratično federacijo nacionalnih držav. To pomeni, da je izmed obeh teh idealnih tipov, kot sem prej omenil, spostavil neko ravnotežje in to je edina rešitev za Evropsko unijo. Če bo šla pretirano v smeri unifikacije, federacije, bo zadeva začela pokati po šivih. Če bo ostala pretirano medvladna metoda, da bo torej bruselske inštitucije, da bodo šibke, bo prav tako slabo za Evropsko unijo. Ne? Vedno bo treba iskati novo ravnovesje med tema dvema ključnima metodama. Ne? In edino to nas lahko ohrani Evropsko unijo pri preživetju. To pomeni nenehen napor in pogajanja, prilagajanja in podobno. Ne? Jaz mislim, da vidim perspektivo Slovenije edino v eni taki nove konsolidirani Evropski uniji, čeprav ne vem, če se bo tako imenovala, kot je Barroso predlagal, ker to je pojem, ki je nasnotri neusklajen, ima polno konfliktov, nek silogizem. Če je federacija, demokratična federacija predpostavlja veliko stopno unifikacije, po drugi strani pa govori o nacionalnih državah. Ampak vendarle Barroso je začutil ta problem in je poskušal že v samem terminu vzpostaviti neko ravnovesje med tema dvema alternativama, katero bi se ne razvijala Evropska unija. O Sloveniji mogoče malo kasneje. Hvala lepa res, dr. Zver, za ta odgovor, ki je bil nekaj vrste že malo predavanje. On tega, kar ne moramo slišati, ali pa vsaj dobiti v taki sintezi, kot smo zdaj. Hvala lepa. Z istim vprašanjem se obračam na docenta dr. Žiga Andoljška. Mogoče z vprašanjem vrednot. Tudi je ta kriza, s katero smo zdaj soočeni, ki je, kot smo razmišljali, kriza nacionalne države, ki je povezana v to potem demokratičnem modelu v Evropsko federacijo, konec koncev ima večina od njih tudi lastno, oziroma skupno monetarno politiko in skupen denar, kar je zelo pomemben podatek. Kje smo tukaj zdaj Slovenci pot, ki jo moramo še prehoditi? Vse v tej smeri, kar nas zanima. Torej, lep pozdrav tudi iz moje strani in seveda najprej zahvala, da lahko prisostvujem, da sem gost tako eminentnega gosta, dr. Miljana Zvera. Veliko čast mi je, da lahko tudi svoje razmišljanje na razvojne teme podelim tudi s publiko. In če se najprej dotaknem tistega, kjer je dr. Zver zaključil ali pa zaključeval, najprej branje kulture. Bi rekel, da seveda absolutno je ta izjemno pomembna za identiteto vsakega naroda. In jaz osebno to še posebej vsakodnevno vidim pri svojih družini, pri svojih otrocih, kjer sam zaradi svoje profesije moram običajno prebirati strokovne dela, pa pri družini vidim, da izjemno radi posegajo tudi po poslovu in ostalih knjigah. In pri otrocih praktično iz meseca v mesec vidim napredek, ki se kaže pri pisanju spisov, del, esejev, tudi že pri najstarejših hčeri, kar nam seveda kaže, da je to kulturo potrebno negovati, jo spodbujati in pa tudi se naše otroke nagovarjati, da obiskujejo knjižnico in da posegajo po knjigah. In skozi spoznavanje del tudi slovenskih avtorjev je seveda skrbimo tudi njihovo zavest, da je Slovenija, torej njihova država, so ponosni na Slovenijo. Velikokrat v tujini, večjih državah, Španija, pa tudi drugih, vidim, kako močna je ta zavest nacionalna identiteta pri otrocih in drugih mladostnikih, s katerimi sodelujemo v okviru fakultete in tudi sicer. Kar se tiče vprašanja izzivov Slovenije in Evropske unije,
bi to nekako nastavil bolj kot vprašanje nadaljnjega razvoja. Glejte, situacija, ta kriza, če tako rečem, je že postala dejstvo. To je nova realnost, nova osnova. In govoriti izhod iz krize, dajmo raje govoriti o nekem razvoju iz te točke, kamor smo seveda padli. In če nekako bolj skozi očala ekonomista pogledam na Evropsko unijo in na začetke, pravzaprav osnovno poslanstvo, zakaj je Evropske unije prišlo, bi nekako lahko rekel, ali pa ugotavljam, da je bila vizija seveda v prvi vrsti po miru, po sodelovanju, pa seveda tudi po nekem mednarodnem poslovanju, po prostem pretoku blaga, storitev, dela, kapitala in vse to so države v okviru Evropske unije imele. Tudi Slovenija z vstopom v Evropsko unijo in s prevzemom evra pred leti, to je bilo, mislim, da leta 2007, takrat je seveda na gospodarskem področju tudi zaradi tega prišlo do pomembnega razcveta. In ekonomisti imamo vedno v mislih ravno to, torej ravno te prednosti, ki jih državam omogoča torej to združenje v okviru Evropske unije. Seveda pa so nastale tudi krize, torej kapitalistični sistem ni imun za padce, pomembne padce v gospodarskem razvoju, pomembne padce v razvitosti in to se nam je seveda zgodilo pred nekaj leti in zato se moramo s tem ukvarjati. Mogoče je tudi razlog te krize, torej kriza, nekateri rečejo vrednot, lahko rečemo kreposti, lahko rečemo nekega poštenega dela, torej zmernosti, pa tudi pravičnosti, če tako, torej pravične delitve dohodka in torej tistega nekega osebnega odnosa do sočloveka, odgovornosti. In mislim, da so to tisti izzivi, ki so tudi pred Slovenijo, tudi ukrepi, ki smo jim priča, tako na narodnem gospodarskem področju, kot tudi sicer v podjetjih, kažejo, da v ospredje mogoče vstopa neka odgovornost do sebe, do sočloveka, bolj pravično delovanje v bodoče in seveda to so tisti izzivi, ki jih ima Slovenija, pa tudi Evropska unija pred seboj. Hvala vam lepa, dr. Volšek, za realizem, s katerim ste nas upeljali v krizo kot ne proces, ki ga bo nekoč konca, ampak kot neko stanje, s katerim se bomo morali navaditi živeti. Zato zelo pomemben poudarek, da država ne more biti odgovorna, če ni vsak posameznik najprej odgovoren, najprej do samega sebe, do svojega dela in do svojega položaja v družbi. Dr. Zver, vas se globoko spominjalo tudi po enem dejanju, ki je imelo veliko domoljubno noto, namreč, da ste kot minister za šolstvo sprejel blok, s katerim pred slovenskimi šolami in izobraževalnimi institucijami visijo nacionalne zastave države, ki pripadamo. Prej ste omenil, da bi v drugem krogu naših razgovorov, oziroma drugem vprašanju, ki je zastavljen, spregovoril, ki je bolj konkretno v Sloveniji, o tem, kako vi vidite, kaj so nujne prioritete. Nenazadnje imate tudi tukaj zelo ostro oko, ker ste kandidat v kampanji, ker vas te zadeve zelo zanimajo, ker imate z tega stališča tudi izbrano ogromno informacij, kakšno stane v domovini in kaj tukaj za naprej ne pomagate. No, hvala, da se spomnim na ta ukrep. To je bil eden izmed meni bolj sladkih ukrepov v času naše vlade od 2004 do 2008. Je pa ga poskušal že dr. Šturm veljaviti, pa je naletel nekaj let prej, v času Bojukove vlade, kar na velik odpor zlasti sindikatov in pa tudi nekaterih ravnateljev. Je pa uvedel recimo nekatere druge ukrepe, s tem, da so na valetah ali pa na motoranskih plesih dijaki in pa učenci zapeli slovensko himno. Jaz se spomnim takrat, ker so moji otroci bili na valeti, kako je to lepo izgledalo. Čeprav sem živel recimo v Ljubljani, v predelu, kjer so bili po rodu vse prej kot slovenski otroci in so zanimivo zelo lepo peli slovensko himno vsi. Tako da so spoštovali podržavljani
bodoči, slovenske nacionalne simbole in to je bilo lepo. In jaz nisem imel nobenega občutka, da bi bilo to kakšno nasilje, zato ker so od začetka nekateri govorili, kadar zakon zapoveduje nekaj, da ti moraš nekaj narediti, obvesi zastava ali kaj tak, dalje, da je to kršenje svobode, recimo posameznika oziroma njegove svobodne odločitve. Ne, to je stvar kulture. Jaz sem bil na Norveškem in tam sem videl v vrtcih otroških, torej so mehni otročki risali norveške zastave in jih lepili gor na okna. To pomeni, da so jih že zelo zgodaj začeli navajati na spoštovanje nacionalnih simbolov. Zdaj, samo to nas seveda ne bo rešilo iz krize. Danes moramo ukrepati tudi na sistemski ravni. Slovenija mora, po mojem mnenju, sprejeti nekatere ukrepe, da ne bo padla v večje težave. Ti ukrepi pa so seveda sedaj manj popularni, kot bi si človek želel. Tako da jaz ne poznam nobenega kandidata za predsednika republike, ki bi podpiral ukrepe, recimo vlade, ki jih je predložila in ki morajo biti sprejeti. Ti ukrepi niso nobeno odkrivanje tople vode. Več ali manj so jih podprli Evropska centralna banka, OECD, evropske inštitucije, mednarodni denarni sklad, recimo, skratka vsi, ki se spoznajo, kako je treba voditi državo, da izide iz krize. Seveda se dotikajo in pokojninske reforme in recimo reforme trga dela. Danes je v Sloveniji nadpoprečno recimo število mladih in tudi drugih, ki delajo za določen čas. Mladi si težko s tako pogodbo ustvarijo neko bolj stabilno okolje. Recimo težko dobijo kredit, da si kupijo stanovanje ali nekaj podobnega. Zato se mi zdi ta enotna evropska pogodba za nedoločen čas tako pomembna, tudi predvsem za mlade, ki se poskušajo stopiti na trg dela in seveda ustvariti svoje lastno neodvisno življenje od staršev, da ne bo vedno hotel mama, ki je itak značilen za našo kulturno območje, še kar naprej traja. Mlade morajo postati čim prej neodvisni in samostojni. Sanacija bančnega sistema je naslednji nujni korak za izhod iz krize. Jaz se spomnim, z dr. Pučnikom sva leta 1992 potovala po Sloveniji in takrat je bilo prvič tako veliko vprašanje, kaj narediti. Ali iti s sanacijo bank z davkoplačevalskim denarjem ali ne. Ali pustiti, da banko kdo kupi in potem sam razpolaga in sam vodi recimo banko in upravlja funkcije banke. No, takrat se je Sloveniji zgodil neki splošen konsens, dajmo za začetek sanirati zlasti največjo Ljubljansko banko in jo postavimo na tir, da bo samostojno živela. Ampak to ni bilo konec. Potem smo redno dokapitalizirali z proračunskim denarjem, tudi v času naše vlade, priznamo. Pa ne bi smeli, bi morali že na začetku postaviti na svoje noge. In jaz mislim, da je bila to ena največjih rak-ran slovenske družbe ali pa tranzicije. Imeli smo bančni sistem, ki ni bil sposoben preživeti ali preživeti sam zase. Stroški delovanja bank so bili preveliki, banke so bile zaprte do tujih investitorjev in mednarodne študije so kazale, da je nekonkurenčnost slovenskega bančnega sistema največja rak-rana slovenske tranzicije. To je bila stara resnica, posledice pa ne počutimo ravno sedaj, ko ne je bilo tega treba. Banke so v krču, ne morejo dati posojila ne fizičnim osebam, ne podjetjem in podjetja ta hip ne rabijo kisik, svež denar za investicije v nova delovna mesta, brez novih delovnih mest pa seveda ni gospodarske rasti oziroma ne bo izhoda iz krize. Veliko razprav je tudi ta teden je bilo, verjetno ste poslušali o holdingu oziroma neki ki bi poskušal urejati, regulirati na nek transparenten in jasen način izstop države iz gospodarstva. Že pred 100 leti so prvi slovenski ekonomisti govorili, država je slab gospodar. In danes, tudi če tako čisto po domače zdravo kmečko pametjo razmišljamo, kaj pa pomeni biti država v nekih takih bančnih, gospodarskih in drugih sistemih. Kaj to v praksi pomeni?
si težko predstavljaš, ne? Ampak v bistvu to pomeni, da so od politike v te sisteme postavljeni ljudje, ki odločajo v imenu države. Pa se dostikrat zgodi, da so v te politike, ki jih je tja nastavila, tudi odvisni. In to se najbolj videlo ravno pri bančnem sistemu in pa mnogih zgrešenih kreditih, ne? Ki so bili celo nezavarovani in tako naprej. Torej, politika mora iti stran od te stvari. In moramo imeti transparentne sisteme gospodarske in tudi bančne in druge subjekte. Dokler bo politika tako krepko usidrana v bančne in pa gospodarske sisteme, do takrat bomo imeli vsi skupaj velike težave. To moramo enkrat narediti konec, ampak to, da se naredi temu konec, da zahtevamo izstop države iz teh sistemov, to mora biti pregledno. Ne sme biti nič dvoma v te zgodbe. Da ne bi spet govorili o divjih privatizacijah, kot smo to v 90-ih letih, ker nismo imeli drugega termina za to, da bi jih označili. Ker nismo imeli zakona, ki bi preprečevali nezakonito lastnjenje družbenega premoženja. In potem ni bilo to nezakonito, če so kradli nekateri. Smo rekli, divjo privatizirali. Ne? Danes je zgodba nekoliko drugačna in to moramo tudi izpeljati. Če Slovenija za izhod rabi svež kisik, svež denar, ga lahko dobi na več načinov, ali ga samo ustvari, ta hip ga ne, ker imamo negativno gospodarsko rast. Lahko dobi denar na svetovnih finančnih trgih, ta hip težko, če obveznice težko zastavljamo, ne? In se mogli zelo potruditi spet nekatere ukrepe prej, da bomo lahko dobili kaj denarja na mednarodnem finančnem trgu. In če ta je nesramno drag. Ta je nesramno drag. Naslednji vir so ravno to, da država izstopi iz teh sistemov in to bi lahko uporabili tudi kot denar za zagon slovenskega gospodarstva. Ne? Tudi zlato fiskalno pravilo bo treba sprejeti. Jaz sem zelo žalosten, da se to ni zgodilo. Na začetku leta je bil neki taki politični optimizem. Celo nekatere prvaki strank, tudi opozicijski, so bili za to, da se sprejme, potrdi zlato fiskalno pravilo ustave, kasneje so si premislili, no, kasneje se je zgodilo pa tisti veliki četrtek, če se spomnite. Premijer je poskušal doseči neko politično enotnost, da bi vendarle rekli, bomo zapisali zlato fiskalno pravilo v ustavo, ampak ker je bila odločitev preložena na jesen, sem se bal, da bodo finančni trgi pametno odreagirali. Ne? Sicer ne samo za nas, ampak točno so. V nekaj dneh so znižali bonitetno oceno, poslabšali oceno in še potem enkrat ali dvakrat. Ne? To so hude stvari. Torej, to, da se politika ni stopila skupaj, sedaj, ko gre za res, je izmerljivo v denarju. Točno se ve, koliko nas to košta. Da v 2 mesecih nismo rekli, ja, to bomo pa vendarle sprejeli, recimo z dvotretjinsko večino. Samo še en stavek ali dve. Sedaj je lahko reči, vlada je odgovorna in kriva, ne? Ker običajno so vedno vlade odgovorne in krive za to, ne? Ampak kadar gre za nekatere ukrepe, ki zahtevajo veliko večjo večino za odločanje, nekateri ukrepi so takšni, potem je odgovorna tudi opozicija, ne? Potem se odgovornost nekoliko deli. In nažalost je zdaj celo lahko spremljamo vsak dan, koliko nas taka neenotnost, politična neenotnost košta. Zadnja ocena, bonitetna ocena, je eksplicitno temelji na izjavi, da slovenski politični sistem ni dovolj enotna oziroma ni sposoben enotnega nastopa. Torej, prvič je politična nestabilnost bila omenjena kot dejavnik, ki vpliva na slabšanje bonitetnih ocen. Kako to dolgoročno rešiti, jaz vem, tudi vi veste. Ampak to je že druga velika tema. Ne? Zagotovo moramo narediti nekatere reforme tudi v političnem sistemu, ki bo zagotavljal, da tisti, ki je formalno odgovoren, to je predsednik vlade, ima tudi realno dovolj veliko politično moč, da je lahko odgovoren za to pozicijo. Ne? Lepa hvala, še posebej tudi zato, ker je bilo omenjeno ime dr. Jožeta Pučnika, s katerim ste, dr. Zver, dobesedno sobivali tudi v tistih ključnih časih za Slovenijo. Ta čudež, kako smo mi v 6 mesecih, pol leta
prišli od plebiscita do izvedbe samostojnosti, jo potem obranili. In ta čudež, da naša generacija, mi, ki tukaj vsi sedimo, smo edini v tisočletju in še 200 leti, kar slovenski narod obstaja, ki je to doživel. Ampak, dr. Andoljšek, bomo to obdržali naprej. Najverjetneje pot nacionalne suverenosti drži preko gospodarske suverenosti oziroma gospodarske efikasnosti. Vi ste ekonomist, da smo morali te stvari skrbeti. Kako pa vi vidite, kaj bi bilo potrebno napraviti, da se Slovenija ne zgubi, da ne zaide s poti, kaj je čisto konkretno, nekaj ukrepov tega smo slišali, in predvsem pa kje dobiti to enotno voljo, s katero je Jože Pučnik popeljal Slovenijo v tako kratkem času, v tako odločilnem naprej. Torej, ko sem se razmišljal o tem večeru in torej pričakoval nekako vprašanje tudi področja nadaljnjih razvojnih ukrepov za Slovenijo, sem seveda tudi pomislil na plebiscit in na plebiscitarno, torej pa rečem, enotnost ali pa voljo države. Jaz sem seveda takrat mlajši, ampak kljub vsemu sem se zavedal tudi v povezavi s svojo družino oziroma svojimi starši, zakaj se je takrat šlo. In s tem smislu nekako zaključujem, pa bi lahko zdaj nekako povedal, da se mi zdi, da mogoče smo pa tudi pri teh ukrepih, ali pa vsaj pri nekaterih ukrepih, na zelo podobni točki. Pa ne, da bi nekako zdaj plebiscit z nekimi gospodarskimi ukrepi, ki jih čutimo na svojih žepih, dokaj tako, rekel, skoraj da plitko področje, da bi to nekako postavil nekako na isti imenovalec, ampak kljub vsemu na tisto odločitev takrat gledam, pa na to danes, na en pomemben res z dosedanjo miselnostjo, z dosedanjim načinom ravnanja v družbi, pa tudi sicer. Torej, takrat je bila ta energija za prekinitev z nekimi starimi vzorci, za nekim starim običaji, danes pa mora biti prav gotovo zelo podobno. Vse, kar se tiče, ne vem, trošenja države, kar se tiče poseganja države v gospodarstvo, kar se tiče upravljanja državnih podjetij, kar se tiče fleksibilnosti ali pa nefleksibilnosti trga dela, pristojnosti države za torej našo prihodnost, v smislu finančno prihodnost, torej pokojnine in podobno. In tukaj bi želel ohraniti to ostrino in mislim, da je dr. Zver dal zelo dobre, postavil zelo dobre točke, na katere bi se navezal, ki jih je pravzaprav vse po vrsti navedel, nanizal in ki so danes izjemno pomembne za ekonomsko politiko in tudi za državo, suverenost, za suverenost države. Pa mogoče najprej komentar na fiskalno pravilo. Imel sem torej, to odgovornost, da sem sodeloval v vseh komisijah, najprej v strokovni skupini, ustavne komisije, pa potem tudi še v eni delovni skupini, kjer smo pripravljali fiskalno pravilo. In ekonomistom je bilo zelo drago, da smo prvič lahko sodelovali pri tvorjenju in pri nastajanju ustave, ker to je intimno torej, stvar pravnikov. In postavljali so se nam nekako 4 vprašanja, pa 4 pomembne točke. Eno, da prvo je bilo, ali zapisati to pravilo v ustavo ali ne, drugo, kakšen mehanizem uporabiti, in tretje, kdo bo vršil nadzor na tem, in četrto, zame najpomembnejše, kako regulirati odstopanje od postavljenega pravila. Prvo bi lahko skoraj rekel, nažalost se pri prvem nekako najprej prekrižajo kopja. Torej, to je, mislim, da bi ga lahko označil kot prestižno vprašanje pravnikov, ali neposredno velja ukrep Evropske komisije že v slovenskem pravnem redu in tako dalje, ampak pravzaprav to niti ni bistveno vprašanje. Bistveno vprašanje je to, da mi zavestno spremenimo način ravnanja.
Poglejte, dolgoročno ni prav čist nobenega razloga, da ima proračun deficit, da ima proračun primanjkljaj, da potrošimo več kot ustvarimo. In če to ponazorim z enostavnim primerom, je tako, torej vedno je bilo rečeno, ja, država varčuje. Kako varčuje? Tako, da se malo manj zadolži. Zadolži se sicer še vedno, ampak se malo manj zadolži. Pa se vprašamo, kako varčujemo doma. Imamo investicijo, popravimo hišo, vzamemo kredit in kako ta kredit poplačamo. Sčasoma tako, da seveda privarčujemo na obleki, na hrani, ne privoščimo se dopusta. Torej država ne zna tako varčevati. In tukaj mislim, da je ta korak potrebno spoznati, da torej država se je zadolžila do nekega nivoja bruto domačega proizvoda in da, če bo šlo v skladu z obstoječim trendom, bomo seveda s časoma imeli dolg, kot je bruto domači proizvod. In namen tega fiskalnega pravila ni seveda poplačati ves dolg za nazaj, ampak dejansko ta trend ustaviti in ga nekako voditi dolgoročno na istem, bom rekel, znosnem ali pa sprejemljivi ravni. In če mogoče samo še besedo glede reguliranja odstopanja tega mehanizmu, torej tudi to je tisto pomembno zavedanje. Če smo se za nekaj zadolžili, za nek jasen namen, naravno katastrofo, upad pomembno gospodarski upad in tako dalje, da seveda to sčasoma v nekem obdobju, za katerega se dogovorimo, seveda saniramo in tako dalje. Omenjeno je bilo upravljanje državnega premoženja, izstop države iz gospodarstva. S tem se je torej vlada že v letu mandatu 2004-2008 začela ukvarjati intenzivno. Ne moramo mimo dejstva, da je bilo takrat dosežena torej transparentna, javna privatizacija ali pa, bom rekel, izstop države iz pomembnih gospodarskih družb, tudi iz pomembne velike banke in da je bil to torej način dobre prakse, kjer se je na transparenten način seveda izpeljalo ta proces. Ampak proces je bil ustavljen. Ustavljen pa je enostavno zaradi tega, tako jaz gledam, ker nikoli ni bilo dovolj hudo ali pa dovolj velike potrebe, da bi država dejansko vstopila ali pa se odpovedala temu dejstvu, da je lastnik in da lahko orkestrira preko nadzornih svetov, uprav in drugih odločitev. In to je torej, tisti problem, ki se danes kaže. Torej, lastnina je odgovornost, seveda na eni strani, pa tudi pristojnost na drugi strani. Torej, izjemno pomembno, ne samo, da si ti lastnik in ti to kar nekako samo od sebe teče ali pa funkcionira, ampak je treba izjemno veliko energije, modrih odločitev, prilagajanja, poznavanja razmer in očitno tukaj ni bilo torej delo narejeno dobro. V končni fazi tudi država z izstopom gospodarstva se izogne temu konfliktu, ki se mu izpostavlja. Konfliktu med interesom, kjer vlada kot torej nek prijavljalec zakonov in na drugi strani kot lastnik pravzaprav sama sebi piše pravila delovanja in funkcioniranja. In to se je tudi v preteklosti dogajalo. Vse skupaj pa plačajemo, torej vsi davkoplačevalci, torej z našim denarjem. In isto dokapitalizacije, jaz se spominjam, lahko tudi priznam, torej sokrivec dveh dokapitalizacij v preteklosti za Novo Ljubljansko banko, ampak vedno je bilo vprašanje, kam država ne vloži denar, ali v Novo Ljubljansko banko, ki ustvarja, ne vem, 14% donosnost, 12-14% donosnost, ali naj, ne vem, da nekam drugam. In tukaj je bilo vedno torej veliko dilem. Tretja pomembna točka je seveda reforme na področju sociale, družine. Tukaj je enostavno dejstvo, da je Slovenija ali pa slovensko gospodarstvo premalo konkurenčno, premalo produktivno, učinkovito. To pomeni, da v Sloveniji z istimi učinki,
kot drugod naredimo, oziroma za isto energijo naredimo premalo ali pa manj učinkov kot v tujini. In seveda ta produktivnost in ta učinkovitost se seveda odraža tudi v bilancah podjetij in potem tudi posledično v plačilu delavcev. Mislim, da ga ni kogarkoli, ki ne bi želel plačati delavca in pa seveda ohraniti nek normalen razvoj. Ampak dejstvo pač je, da v Sloveniji pač smo na nivoju ali pa na ravni, da premalo ustvarimo, smo premalo inovativni in zato so toliko pomembnejše ravno ukvarjanje z mladimi in pri njih vzpodbujanje neke srčnosti ali pa inovativnosti, da bodo v bodoče lahko dejansko ustvarili neko dodano vrednost. In mogoče samo še za zaključek, bil je naziv Mama hotel, ker imam tudi odgovornost, da se ukvarjam s stanovanjsko politiko. Vam bom dal nazoren primer na temo Mama hotela. Torej, država je do praktično meseca nazaj tretirala prvo reševanje stanovanjskega problema, mlado družino do starosti 35 let. Torej, kaj smo s tem naredili? Torej, nekako sem se odločil, da je ta starost dovolj 28 let, kot bila 25 ali pa 30, ampak recimo 28, in v takoj komentar sodelavcev, ja, potem je pa veliko starejši še naprej pri mami. Jaz sem rekel, stanovanjska politika ni politika, ki sledi neki inerciji družbi, ampak je razvojna politika, ne bo prva in ne potem družba sledi tej, torej s znižanjem te ravni, te starostne meje na nižjo, seveda spodbudimo državljane, da se prej osamosvojijo, da dejansko, ne da mi rečemo, ker so doma, jih bomo pa še ulička še ne par let, ampak dejansko, da jih spodbudimo, da si rešijo stanovanjsko vprašanje, da si ustvarijo družino in sve ustvarijo tudi tiste, ki bodo za nas lahko v področje razločiti. Prav lepa hvala za to zelo izčrpno analizo, utemeljeno in toliko bolj prepričljivo še posebej zato, ker je utemeljeno na vašem neposrednem spoznanju na izkušnjah iz preteklega dela. Zdaj, mi vsi vemo, da če ne bi bil sprejet ta paket varčevalnih ukrepov in če ne bi vlada ravnala strahotno restriktivno, bi prišli v koncu pomladi letos že v negativno bilančno stanje, kar pomeni, da bi morali prositi za mednarodno pomoč. Stanje v Sloveniji je izredno resno. Mogoče še bolj resno, kot se sploh govori. Doktor Zver, vi ste tako rekoč edini med predsedniškimi kandidati, ki ljudem ne sadi rožic, ne bomo imenovali zdaj koga, ki to počne najbolj intenzivno, ampak poskuša soočiti in poskuša dati na znanje, da so časi resni in da kot taki terjajo tudi resno ukrepanje in resno besedo, predvsem seveda tistih, ki so najbolj odgovorni za stanje v narodu, to pa je predsednik republike zagotovo. Zelo zanimivo bi bilo slišati ob tej priložnosti, ko smo danes tukaj izbrali vaše izkušnje. Imate izredno intenzivno kampanjo, ni toliko medijsko favorizirana kot kakšne druge, je poprta na stisk roke, poprta na stik z ljudmi, kar je dajeno veličino, ki jo moramo pozdraviti. Pa me zanima ob tej priložnosti vaša izkušnja, kako vi vidite ta del prehojene poti, ki se bo zdaj pravzaprav šele dobro začel, ko bomo dejansko samo kampanjo stopili, kako vidite vaše protikandidate, se omejimo na dva, ki sta, bi rekel, kandidata z večjimi črkami, in pustimo ostale, ki se da tudi bosi sprehajajo pred upravnim enotem v primeru. Česa pogrešate, kaj mislite, da je v redu, kako vidite, če to ni skrivnost sebe, v vašo delo, vašo kompetentnost na mestu, za katerega kandidirate? Ja, hvala za ta skup vprašanj, za kar obsežno jih je veliko, ampak
Jaz povem tako, prav je, da se ne nalijemo čistega vina, ne? Tudi zlasti, ko gre za analizo situacije. Čeprav je treba črne oblake risati, ne? Cankar je dejal, je potrebno, da se potem bolje z veseljem vidi svetloba. Ne? Ampak, če bi imeli še svoj denar, dinarje, ne, ali pa tolarje, bi pač lahko naprintali ali pa natisnili in potem bi, recimo, lahko lažje reševali sedanje aktualne probleme. Jih ne odpravili, na ta način ti samo prineseš neko terjatev na mlajše rodove, na otroke pa vnuke, kar tudi ni medgeneracijsko solidarno. Recimo, ne. Fino je, da ta generacija, ki živi, da porabimo toliko, kot naredimo, ne pa da živimo na račun naših zanamcev. Ne. No in to so včasih težka spoznanja. Ljudje tudi volilno telo ne sliši rado kaj takega. Ne. Ampak jaz vam povem, res moja kampanja je bila, kot je povedal moderator, iz roke v roko, iz oči v oči, v živem stiku z ljudmi. Jaz sem imel do sedaj okrog 53,000 takih stikov kot nocoj mi. 53,000 državljank in državljanov je bilo v teh tednih z mano, oziroma sem jih nagovoril, se pogovoril in dosti krat tudi v neurbanih, danes smo v urbanem telesu, smo danes slišali lepi pojem, ne? Dosti krat na vasi, torej tam, kjer so ljudje bolj revni. In kaj sem opazil, da razumejo situacijo, da razumejo, da je položaj težek in včasih mi je kakšna teta rekla, jaz mi še pa lahko dala mečkan za krizo. Da te kar stisne mečkan. Ljudje itek nimajo, da si tisti, ki imajo še manj, pa bi še nekaj dali za to, da bi reševali Slovenijo. Ljudje imajo očitno državo v srcu, ne? Veliko bolj kot kakšni politiki. Zato je to zame izkušnja, ki ne bom nikoli mogel pozabiti, ne glede na to, kako se bo ta tekma zaključila. Ne? Neprecenljiva izkušnja je veliko bolj doživeta, kot da te spremljajo kamere in mikrofoni in da si v državi teh lučk in podobno. Danes ravno je na poročilih na Pop TV ob 1 uri ena komentatorka ugotovila, da mene sploh ni. Ena v Delu, potem je to ona komentirala in morda me res ni, če bere Delo ali pa gleda kakšno televizijo slovensko. Ampak na lokalni ravni pa sem, ne? In to ljudje vedo, tudi lokalni mediji me kar spremljajo. Ne? Morda tudi zaradi tega javnomnenjske raziskave še ta hip ne odgovarjajo recimo realnemu dejstvu. Upam. Ne? Upam pa tudi resno računam, ne? Ker se malo tudi spoznam v te zadeve na drugi krog, ne glede na to, da imamo tukaj različno spremljavo medijsko. Ne? Jaz sem večkrat dejal, ali pa že 20 let se prizadevam, da bi medijski prostor bil nekoliko bolj uravnotežen, ne? Ali pa bolj ravnovesju. Včasih mi kdo reče tudi v Evropskem parlamentu, ni pomembno ravnovesje, lahko tudi vsi enako mislijo, samo da so tisti svobodni. Ne? So nekatere naravne stvari, ne? Naravno je levo in desno, ne? In če je stvar normalno, naravno porazdeljena, se bi moglo to tudi poznati pri medijih in tudi v politični kulturi in podobno. Ne? Kot veste, je šlo za tisti znamenit primer medijske nesvobode na Madžarskem. Takrat, ko sem omenil potrebo po medijske ravnotežju, so nekateri to razumeli kot kletvico. Ne? Ampak stvari bodo šle naprej. Ne? Slovenska družba se bo liberalizirala, vedno manj bo teh skritih mrež, ki so odločilne in vplivajo tudi na tak kulturni inženiring, ne, ki prihaja do nas. Vedno bolj bo, po mojem, slovenska družba postala normalna tudi v tem smislu. Po drugi strani je pa tudi res, ne. Danes veliko težje biti racionalen posameznik, ne. Imaš 100 virov informacij, težko je na koncu si ustvariti neko popolnoma objektivno sliko stanja stvari. Če malo zbanaliziram, v srednjem veku si imel recimo avtoriteto ata, pa župnika, pa mogoče mojstra v svojem cehu in to, kar so ti oni rekli, to je držalo, recimo, ne? Take 3 pomembne vire, na podlagi kateri si ti ustvaril lahko neko mnenje ali pa življenjsko sporočilo.
Danes imaš ogromno teh proizvajalcev sporočil in smisla. In danes je biti resnično težko popolnoma racionalen subjekt, da si ustvariš neko pravo mnenje. Ne? Prav zato je šola tako pomembna, pa tudi družinska vzgoja, da ti ustvarijo neke mehanizme, recimo, ne? Da se ne vdaš, recimo, takoj kakšne ljubi ali nekritične informacije ali kakšnemu dejstvu s tem zvezi. Ne? Torej, sodobna družba ima polno haklčkov, polno ozank, polno ogank. Bolj, ko smo medijsko-informacijsko razviti, težje je zlasti mladim, ki so nebogljeni. Zlasti mladim, ki so nebogljeni. Ne? Zato smo tudi v mojem času, ko se še bil minister, poudarjali, da je tudi vzgoja pomembna. Če mladim prezgojimo določen sistem vrednot, ampak šola je že malo pozna, treba je že prej, ne? Zlasti je družina tisti primarni socializator, ki to omogoča, ampak šola je fenomenalno dopolnilo. To je edina obvezna inštitucija, ki na svetu še obstaja, včasih še je vojska, ne? Danes tega ni. Edina in jo tudi drago plačujemo, zato bi morali tudi dobro upravljati v svojo vlogo. Hvala lepa. Res so mediji, seveda se vemo, kakšno je stanje v državi, ne? To je še največjih izzivov, ampak kljub temu se spominjam, da sem nekje prebral, zdaj pa ne vem, kje sem to prebral, ampak so tudi en velik medij, kjer sem prebral, da ste v bistvu zelo dolgočasen kandidat, ker nimate nobene napake, ne, ker se vam nič razen tega, ker ste omenili to organizacijo, se vam in naši gospe soprogi ne da najde. Ja, Pahorju to, Turko tisto, pa Sarcinovo pa to, ampak vam pa nič. Brez greha, če lahko rečem, je samo ampak drugače pa medijska krajina, oziroma medijska struktura, torej gotovo še izziv slovenske prihodnosti, kajti je tako, kot je, to je neskladno z evropskimi standardi in neprimerno duhu sodobnega časa. Mogoče je dr. Andoljšek v tej tretji vrsti vprašanj, kako pa vi čisto konkretno vidite, zdaj smo nekaj slišali o prihodnosti, kakšno je stanje, kako pa vi vidite prihodnost v, recimo, gospodarskem sektorju oziroma gospodarsko živost države? Katere so tiste reforme, recimo mogoče v javni upravi, mogoče v drugih segmentih družbe, ki bo morala Slovenija, tisto kislojabo, po katerega bo morala Slovenija odgrizati, in tiste reforme, ki bo morala Slovenija, če bo hotela ostati konkurenčna evropska država, nujno upraviti in v koliko časa predvidevate, da bi se morali te reforme upraviti? Torej, mislim, da je bilo glede tega praktično nanizano ključne točke, predvsem povezane z trošenjem javnih sredstev, torej sredstev iz proračuna, pa seveda tudi določene mere se že dotaknil tistega, kar nekako bi pričakoval na področju gospodarstva, predvsem podjetij, ki bi seveda morala izboljšati svojo produktivnost. Le to pa lahko doživijo seveda z inovativnim delovanjem, s prilagajanjem razmeram, z razmišljanjem, predvsem pa v prvi vrsti sprejetju dejstva, da nič ni več trajno, da je potrebno biti stalno v neki tekmi s konkurenco, biti stalno prisoten na trgu, kajti le trg je tisti pokazatelj v končni fazi naše uspešnosti. Če trg sprejme naš proizvod, je seveda ta dober, kolikor so drugi boljši v evalvacije na trgu, ta evalvacija na trgu pokaže, da se moramo prilagajati. Kot rečeno, mislim, da je v Sloveniji pomembno ali pa pomemben problem predstavljajo tudi tako imenovani, lahko rečete, infrastrukturni monopoli, torej vse tiste inštitucije ali pa podjetja, od katerih smo državljani vsakodnevno odvisni, torej komunala, energetika, torej tudi elektrika, in to so tiste točke, na katerih
mislim, da je prav, da vlada torej preko svoje gospodarske politike naredi nekaj korakov naprej. Predvsem v koraku, torej v smer nekega sproščanja, liberalizacije, lahko rečete svobode. Mogoče tretja točka, kar se mi prav tako zdi zelo pomembna, tako v podjetjih, kot tudi v javnem sektorju, je prav neka, torej, lahko rečemo temu, večja svoboda, torej v okviru ekonomije, torej večja odgovornost, manj poseganje države v gospodarstvo, torej vladavina prava ali pa, bom rekel, pravna država, kajti to omogoča torej nek zdrav, odprt gospodarski sistem. In odprt gospodarski sistem, lahko rečemo, ekvivalent demokracija. Torej, ni pravzaprav demokracije brez odprtega gospodarskega sistema in ni odprtega gospodarskega sistema brez demokracije. In zato smo se odločili leta nazaj in to moramo negovati. Mogoče še dotik, torej tudi pomembne točke, nekaj bilo rečeno o upravljanju javnega premoženja, mogoče še nekaj besed o slabi banki oziroma o prevzemu slabih terjatev strani države, torej razmišljanja, ki so prisotne že mislim, da dlje časa in ki so prava, so sledeče in sicer, da je potrebno torej tistega, kar je kontaminirano, pravzaprav na nek način prevzeti in pa tistega, kar je dobro, ne ohraniti, ampak prodati. Torej, najti odgovorni lastniki, ki bodo lahko sledili potrebam družb, kajti podjetniki, predvsem pa menedžeri velikih sistemov, svoj razvoj vidijo preko torej dodatnih dokapitalizacij, tako v bančnem sistemu, kot tudi drugod. In država tukaj ne more parirati in njeno poslanstvo ni pariranje torej, tem gospodarskim izzivom, ampak dejansko, da ustvarja neko okolje, katerega sem že omenil, torej neko svobodo, na eni strani, na drugi strani, torej neko udobno ali pa dobro življenje nas državljanov, na drugi strani pa naj torej menedžeri, ki so neodvisni, ki niso torej izpostava ene ali druge strani, torej skrbijo za to, da za zaupanjem premoženjem gospodarno ravnajo. Zato mislim, da bi bila dobra popotnica tudi tej vladi, da vkolikor bo torej slaba banka ustanovljena, naj seveda te stare, slabe terjatve, torej verjetno nekaj časa sanira država, s časoma odproda po nižjih vrednostih, na drugi strani pa takoj, torej dober del, ne da ohrani preveč, iz tega bomo pa zdaj črpali neke letne dividende, pa pomeni proračun, ampak dejansko najde torej odgovorne lastnike. Najlepša hvala. Zdaj pa, dr. Zver, imamo še del zadnjega vprašanja, ki zadeva predsedniško funkcijo kot tako, vašo izkušnjo s kandidati, kaj vidite in kako to celoti, kako na to gledate. Ja, verjetno bo, to sem prej se prečujem pozabil odgovoriti, verjetno bo tudi vplivalo na izbor ljudi tudi programi kandidatov. Sej približno se ve, kakšna je ustavna in zakonska pristojnost predsednika republike pri nas, ampak glede na to, da je predsednik republike izvoljen neposredno, ima tudi veliko moralno, pa tudi neformalno moč, veliko večjo, kot mu daje ustava po zakonu. Pa tudi ta dva mu kar dajete kar precej moči. Ustava recimo na področju obrambe, zunanje politike, sodstva, se kar ne bere, če še pa zakon vzamemo, zraven pa ima kar precej moči, tako da včasih se kakšen predsednik republike spozabi pa hodi po nogah predsedniku vlade. To je bilo tudi že prej, ne samo sedaj. Ampak vendarle, torej ima določeno moč, ne samo protokolarno, in je tudi pomembno, da oblikuje neki program in ljudje tudi pričakujejo od njega, da se bo vsak kandidat tudi opredelil do nekaterih konkretnih reform.
Tisto, kar sem jaz opazil doslej, je zlasti, če govorimo o Borutu Pahorju, sedanjem predsedniku dr. Türku, pa meni, je naslednje. Opazil sem dva konsistentna koncepta, dva programa. Pri tretjem Borutu Pahorju pa še nisem uspel ugotoviti, kakšen je njegov program. Včasih mečke narodno deluje, reče eno, potem v parlamentu glasuje drugače, ima pa recimo za nekatere drugače simpatično kampanjo. Medtem ko dr. Türk pa ima dokaj jasen koncept. Morda je kdo poslušal njegov govor včeraj ali pa včerajšnjim imel na Združenju menedžerjev taki programski nagovor, ki je bil odgovor verjetno na našo tiskovno konferenco, ker smo govorili ravno o programskih smernicah. Dejal je nekajkrat ne recimo predlogu vlade za izhod iz krize, ne agenciji za slabe terjatve. Bolje je dokapitalizirati, tako kot je šlo doslej. Tukaj na tem področju ne želi sprememb. Želi, da se praksa nadaljuje še naprej enako. Ne je dejal zlatemu fiskalnemu pravilu. Čeprav je recimo Slovenski parlament 19. aprila sprejel zakon, recimo, v katerem jasno piše, ratificiral je zakon, v katerem jasno piše, da mora Republika Slovenija v enem letu izbrati pravo pot zapisa, implementacije tega zlatega pravila. No, takrat je dejal, da to ni potrebno, da itak že samo ratifikacijo smo zlato fiskalno pravilo sprejeli v naš pravni red, ker je samo načelno stališče in praksa pa popolnoma zgrešeno. Dejal je neprožnosti dela, torej reforme dela. Zakaj bi pripisovali, da citiram, pripisovali tuje modele v naš sistem? Sami bomo morali najti pot. Danes je Evropa in svet tako integrirana, da za skupne probleme, enake probleme iščemo enake rešitve, enake. No, ampak tukaj ima njegova paradigma, njegov koncept težave. Ne moremo si izmisliti neke prave, unikatne smeri. To smo počenjali v prejšnjem sistemu. Rekel je ne predlaganje pokojninske reforme, da ne bi koga diskriminirali. Ne je dejal informativnemu individualnemu računu. Ne vem, zakaj bi nekdo bil proti informativnemu računu. Recimo, vsak bodoči upokojenec ima pravico pogleda v svoje stanje in tudi izračuna, kako bo to v prihodnosti izgledalo, koliko bo imel pokojnine in tako naprej. Recimo, to bodo recimo taki informativni računi, to samo poveča preglednost v sistemu. Ne vem, zakaj bi bil proti temu. Dejal je ne državnemu holdingu. Pravi, da se bo zaradi tega, ker zdaj imamo itak 5 takih inštitucij, ki skrbijo za to, poslej bi imeli eno in transparentno na enem mestu, da bi se dogajal izstop države iz teh gospodarstv in drugih sistemov. Pravi, da se bo še povečal vpliv politike na to. Dejal je ne varčevanju in zmanjševanju javne porabe, čeprav je danes celo bistveno večja javna poraba, kot je bila pred krizo. To je paradoks. Mi smo za nekaj tisoč ljudi povečali javno upravo v tem času, recimo za 4000 tudi v šolstvu, čeprav nam je število otrok v šolskem sistemu, v srednji šoli in pa v osnovni šoli padlo v tem času. Absolutno negospodarsko ravnanje, tudi proti temu je. In tako naprej. Skratka, iz vsega tega, kar je v zadnjem času predsednik Republike povedal, se da jasno razbrati nekaj. Vse, kar je vlada predlagala, je on diametralno za 180 stopinj proti. Tako da se iz tega da razbrati, kakšen je njegov predlog, kakšen je njegov koncept za te volitve. Tako da marsikdo pravi, da je on v boljši poziciji. Morda tudi res. Najlažje je zdaj udrihati čez vladne ukrepe, čez vlado, ki ima res nizko javnomnenjsko podporo, ker pač mora delati nekaj, kar bi morali že stvoriti zdavnaj. To je najlažje narediti, tako da je ubral pač to pot. Jaz računam na vendarle na zrelo presojo ljudi. Če bi nadaljevali po tej poti, gremo direktno v bankrot. Ljudje nočejo slišati, radi slišijo kaj lepega, kot je prej voditelj Boštjan povedal,
raje vidijo rožice. Saj rožice lahko tudi jaz prikažem, ne? Lahko tudi jaz povem, da bodo slej ko prej, ampak ta hip še ne, ker ne morejo zrasti, ker nimajo ustreznih pogojev, da bi zrasle. Ampak lahko pa i zdaj ustvarjamo te pogoje. Ne? Prav lepa hvala.